Takole so člani delavske koalicije prišli pred parlament s skoraj 10 tisoč podpisi za referendum in, kot pravijo, jasnimi razlogi zanj. Delalo se bo dlje, številni delavci bodo dobivali nižje pokojnine, referenčno obdobje za izračun pokojnin se bo podaljšalo, realna vrednost pokojnin bo nižja. Odpustite jim, saj ne vedo, kaj delajo. Tako pa minister za delo, saj da je pokojninska reforma nujna. Ste pripravljeni tretjino svoje plače dati za pokojninski sistem, ko danes date četrtino, a bi raje delali nekoliko dlje. Napoveduje zvišanje najnižjih pokojnin in druge ugodnosti za zdajšnje in bodoče upokojence. 50% prejemnikov najnižjih plač bo zagotovo, drugače matematično ne more biti, imeli višjo odmerjeno pokojnino. Poglejmo nekaj primerov. Po izračunih Ministrstva za delo bi se pokojnine najbolj zvišale tistim, ki se jim plača ne spreminja dosti. Naprimer človek, ki je začel delati pri 24 letih in bi 40 let prejemal povprečno plačo, to je približno 2500 evrov bruto, bi imel leta 2035 za dobrih 11% višjo pokojnino kot danes. Podobno tudi tisti, ki bi vse službeno obdobje prejemal do 1800 evrov bruto plače. Tisti, ki bi si 15 let plačeval minimalne prispevke za socialno varnost, 25 let pa prejemal dvakratnik povprečne plače, pa bi leta 2035 prejemal skoraj 9% nižjo pokojnino kot danes. Višina pokojnine je odvisna še od skrbi za otroke, služenja vojaškega roka, začetka službe pred 20 letom starosti, dela dlje kot 40 let, pa tudi od gibanja plač in inflacije. Iz delavske koalicije nam svojih izračunov niso posredovali.